Lepo pozdravljeni na današnjem pogovornem predavanju, ki ga pripravljamo z znanostjo na cesti. Na naših večerih smo govorili že o črnih luknjah, o klasični glasbi, o nevroznanosti, o tem, ali se reke drogirajo, o ustvarjanju spominov. Danes pa se bomo posvetili zelo pereči temi, namreč našemu življenju na planetu Zemlja. Z nami je profesorica doktorica Lučka Kajfež Bogataj, z njo pa se bo pogovarjal. Z njo pa se bo pogovarjal novinar Vala 202 Jan Grelc. Izvolite. Najlepša hvala. Torej, lepo pozdravljeni še z moje strani. Predstavlja me je sicer Janina, ampak se bom predstavil še sam na malo drugačen način. Torej, sem Jan Grelc, sem novinar na Valu 202, kjer pripravljam tudi oddaje Frekvenca X in sem prebivalec Slovenije. Kar pomeni, da statistično gledano na leto ustvarim 500 kg komunalnih odpadkov, da jih bom prihodnje leto ustvaril še kakšnih 5% več, da v enem letu porabim približno 38 tisoč litrov vode, kar pomeni, da tukaj zbrani v enem letu porabimo za približno 2 olimpijska bazena čiste vode. In v enem letu bom odvrgel 68 kg hrane, pojedel bom 93 kg mesa, in 2/3 vseh poti opravil z osebnim avtomobilom. Tako me vidi Statistični urad Slovenije, tako vidi Statistični urad Slovenije tudi vsakega izmed vas. Ampak danes ste vsi prišli na razmislek o prihodnosti človeštva na planetu, ki je omejen in ne raste. In poglejmo še to, kaj smo danes že dosegli na tem planetu, če smo se že danes tukaj zbrali, da o tem razmislimo. Danes smo v zračje že izpustili 100 milijonov ton ogljikovega dioksida, dvakrat več, kot bi ga v enem dnevu spustili v zračje še sredi 80-ih let. Danes smo v oceane odvrgli že več kot 20 tisoč ton plastike in vsak izmed 7,8 milijarde zemljanov je ustvaril 1,3 kg odpadkov. Torej, vse to je bil že današnji dan. Ampak danes smo se zbrali tukaj, da bi v bistvu prisluhnili osebi, ki že leta opozarja na posledice takega našega obnašanja, kot sem ga ravno kar z nekaj številkami opisal, in ki nas tudi zelo slikovito in energično opozarja na to, kaj s tem delamo. In posebej predstavljati je verjetno ni treba, saj profesorico, doktorico Lučko Kajfež Bogataj verjetno vsi skupaj precej dobro poznate iz mnogih intervjujev in nastopov, ki jih je imela v svoji dolgi karieri, opozarjanja na posledice našega obnašanja in potrošniških družb, v katerih živimo. Torej, novinarji Lučko Kajfež Bogataj zelo radi vidimo pred mikrofonom, ker ne le, da je vedno oborožena s pravo količino podatkov, ampak jih zna povezati v zgodbe in jih postaviti v zelo tak poljuden kontekst, ki ga lahko vsi zelo jasno in slikovito zastopimo. Je pa redna profesorica na katedri za agrometeorologijo na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, predava tudi še na več drugih visokošolskih ustanovah, je tudi dolgoletna članica medvladnega foruma za spremembe podnebja pri Združenih narodih. To je tista ustanova s kratico IPCC, ki redno izdaja poročila o stanju na področju podnebnih sprememb in ki je se nekako sploh v zadnjih letih uveljavila kot nek vezni člen med strokovno javnostjo in med odločevalci, torej politiki na najvišji ravni. Lučka Kajfež Bogataj je dobila tudi že več domačih in mednarodnih nagrad, sodelujete tudi v več organizacijah. Napisali ste tudi več knjig, med njimi so Planet, ki ne raste, Planet voda in Vroči novi svet. Profesorica Lučka Kajfež Bogataj, vesel sem, da se pogovarja tako v meni kot vam domačem Kranju. Tudi jaz, ker tukaj ste pač rekel, da me ljudje poznajo po intervjujih, ampak tukaj je polno ljudi, ki me pozna, ker sem bila še manjša, tudi moji sošolci iz gimnazije, tako da jaz pa res zelo vesela, da sem tukaj. Če dovolite, jaz bi vam za začetek zastavil še eno osebno vprašanje.
bolj za šalo kot za res. Če se navežem na naslov ene izmed vaših knjig. Vroči novi svet. Kako je v vročem novem svetu biti klimatolog? Je vznemirljivo, ker se je vaša veda nekako v zadnjih letih spravila res tudi na tiste prve strani vseh svetovnih medijev, ali je morda tudi malo boleče, glede na to, da tako dobro poznate vse te podatke in različne projekcije prihodnosti, ki so vse bolj črnoglede? Ja, oboje. Za samo stroko sem vesela tudi ne nazadnje za meteorološko stroko, ker klimatologija je del meteorologija, ne? Tako da tukaj je prišlo do razvoja, če podnebnih sprememb ne bi bilo, mogoče bi bilo manj strokovnega znanja, ampak seveda po drugi strani je pa točno to, ne, frustracija, kako nemočna je znanost. Ne? Dejansko je znanost, kot tle sicer simbolično piše, kot bi bili na cesti. Ne? Tisti, ki bi mogli poslušati, ne poslušajo in seveda stvar je sistemske narave, tako da ko se obračamo k posamezniku, da vsak posameznik lahko veliko prispeva, ampak ne more, dokler ni to usklajeno. Ne? In to manjka na političnem prizorišču, manjka na gospodarskem prizorišču, ker pač ljudje neprijetnih stvari ne radi slišijo, še posebej, če seveda so pozvani se bomo skozi predavanje videli, k dejanjem, ki so, bi rekla, ta hip z ekonomskega, političnega skrajno nepriljubljena. Ne? In seveda, vem, zakaj je tako, ne? Ampak zdaj pa že malo predolgo traja. Ker razumeš, prvih 10 let, ko opozarjaš, razumeš mogoče 20 let, ampak pri mojih letih ne, vidim, da ni nič drugače, če zmagajo naši, če zmagajo vaši, če zmagajo kjerikoli na volitvah. Ni dosti drugače, greš v Bruselj, Italijo, v Avstrijo, v Švico, če hočete. Ne, to boli, ne, to boli. Razumemo. Ampak danes smo v bistvu tukaj zato, da nam poveste, kaj nas vse ostale boli. Tudi vas kot klimatologinjo, ampak tudi nas kot prebivalce tega planeta, ki ne raste. Torej, začnemo kar z nekakšnim pregledom tistih najbolj aktualnih in perečih problematik. Ja, sem si tudi tako predavanje zamislila, zdaj zaradi snemanja, je mogoče bolj, da sedim ali lahko stojim, jaz je bila sicer v stoje bolj suverena, ker sem navajena, no. Tako da če se bom pa potrudila, se bom posedla. Zdaj, pri tem naslovu seveda je poudarek planet ne raste, ampak tudi na tej množini. Jaz že dolgo prihodnosti ne uporabljam v jednini in glede na to, da je tudi tukaj nekaj učiteljev na različnih stopnjah, moja misel, ki mi gre skozi glavo, ko delam v zadnjih letih, je, da otroci v osnovni šoli, mislim, da ni osnovnošolskega programa, ki ne bi imel predmeta zgodovina. Potem pridejo na srednjo šolo in imajo spet zgodovino. Ne? Nimamo pa predmeta prihodnost. Ne? Čeprav ne bi cel šolski sistem pravzaprav stremel k tem, da otroke pripravimo na prihodnost. Seveda je zgodovina čudovita učiteljica, ampak v določenih situacijah, v katerih smo se zdaj znašli, pa v zgodovini nimamo analoga. In je bila zelo srečna, če bi pri vsakem predmetu posvetili vsaj kakšen uro na teden razmišljanju o prihodnosti, ker namreč to je ključnega pomena. Namreč prihodnost, kot rečeno, ni ena. Zdaj tole je zelo tako pravlično, jaz mislim, da so vsaj 3. Po eni strani je prihodnost, ki nas vsak dan nekako navaja k temu, da sej bojo tako, kaj zdaj bo šlo pa še naprej. Ne? In imamo vsi neko predstavo, kaj bo. Ne? To je neka prihodnost, ki jo recimo pričakujemo. Na tihem, vsak intelektualec, pa ni treba, da se intelektualec ve, da je lahko dosti slabše. Ne? Torej, sigurno je tam neka prihodnost, ki se jo lahko zelo bojimo, pa ne bo to na okoljskem ali pa na družbenem področju. In seveda, obstaja prihodnost, ki si jo želimo. Ne? Vsi vemo, kako bi bilo pa boljš. In če imamo radi naše otroke, ne? In če nam je kaj mar do prihodnjih generacija, kjero prihodnost jim bomo pa privoščili, če ne ti. Ne? Skratka, res seveda prihodnost, ki se jo bojimo, to so moje izkušnje, se zgodi sama po sebi. Ne? Tukaj ni treba nič kaj dosti sodelovati. Prihodnost, ki si jo želimo, tukaj se pa treba potruditi. Ta se ne bo zgodila sama po sebi. Ni pa zato nemogoče, da se zgodi. Zdaj, ena glavnih ovir, že prej smo malo politike in odločevalce omenili, je tole, kar je rekel Žižek. Ne? Da dobiva občutek, jaz se globoko z njim strinjam, da seveda
nimajo politiki odgovore na probleme, o katerih bomo govorili. Kar je pa še bolj tragično, je, da pa pravzaprav sploh ne vejo, kaj je problem. Ne? Večina ljudi se zaveda problemov v okolju, ampak ni nujno, da pravzaprav razumejo ta glavne probleme. Danes je pa seveda to ključno. No? In recimo, da je to predavanje, ti pogovori namenjeni tudi, da zelo jasno predstavo dobimo. Seveda planet je pod pritiski, ne? Tole sliko jaz velikrat pokažem, jaz ne vidim Zemlje več, ne? Ampak tako, res z velikimi težavami. Tukaj je napisan nekaj teh težav, lahko bi teh puščic še mnogo več naredila, ampak mislim, da so tele poglavitne. In vse te težave so med sabo povezane, niso prav nič ločene, čeprav tukaj takole izgledajo. Lahko začnem na vrh. Seveda dejstvo je, da je ljudi več na Zemlji, kot jih je bilo. Ko sem bila jaz rojena, oziroma moja generacija, ki vas je tudi tukaj noter, ste se kdaj vprašali, koliko je bilo ljudi takrat? 2,7 milijarde. Ne? Danes nas je 7,7, pa nismo mi sploh ne toliko stari. Ne? Recimo še, ko je bil pa moj oče rojen, pa še 2 milijardi, recimo, niste bile. Ampak naraščanje prebivalstva pravzaprav ni tako velik problem. Ta Zemlja je dovolj velika še za kakšno milijardo, če bi seveda živeli drugače, kot živimo. Bistveno večji problem, ki se nam je zgodil v zadnjem času, je neenakost prebivalstva. Namreč prebivalstvo je tisto, ki more probleme reševati. V veliki neenakosti, ki smo ji priča, smo pa v zamrznenem položaju ali pa v pad poziciji, ker množica revnih ne more nič spremeniti. Peščica bogatih pa noče, ne? Zakaj pa bi? Oni imajo že kakšno rezerven otok, rezerven planet, no tega nimajo, ampak vsaj domišljajo si. Ne? Seveda spremenil se je življenjski slog tudi in ker trošimo več, je zelo jasno, da tudi več iz narave vzamemo. Zdaj temu rečemo seveda eksponentno naraščanje rabe virov. In viri na planetu so omejeni. Voda je omejena, zrak je omejen, plodna tla so omejena. Ne, tukaj nič ni zraslo od Julija Cezarja, pa je bilo takrat 300 milijonov ljudi. Enako pitne vode je danes, samo ljudi je pa bistveno več. In seveda, ker veliko trošimo in veliko porabimo, tudi veliko smeti, če tako rečemo, ostane. Vi ste govorili o trdnih odpadkih, ampak en pomemben odpadek je vsakodnevni CO2. Kaj pa CO2 iz nafte drugega kot odpadek? Ne? Nafta zgori, pa dobimo vodo, ki je še kar v redu, CO2 pa saje, ne, če tako zelo poenostavljeno rečem. In seveda podnebne spremembe so samo stranski učinek tega, da porabimo vse več fosilnih goriv. Seveda vse to se pozna tudi na naravi. Ne? Če zdaj pod naravo smatramo vse ekosisteme, ki jih imamo, redko kdo ve, da je 60% narave dokončno uničene. Še ni odmrla, če tako rečem, ampak poti nazaj ni. Za 60% sveta. Seveda ne v Sloveniji, ne v Evropi. Tukaj je še vse lepo, ne? Ampak svet je mnogo večji kot samo naš prag. In zakaj vse to? Ne? Kaj je pa gonilo vsega tega? Zakaj pravzaprav dolga stoletja nazaj ni prihajalo do takih zadev? Seveda, zadaj je zgrešen ekonomski model. Po drugi svetovni vojni seveda je nastopil model rasti, ki upravičuje vse. V imenu gospodarske rasti pravzaprav upravičujemo, da imamo socialo, da imamo šolstvo zastonj. Če ne bo rasti, ne bo tega, ne bo onega. In se v modelu, kjer je rast tista, je zelo jasno, da bomo tudi morali vedno več producirati, vedno več kupovati, vedno več izvzeti iz narave in seveda na koncu imeli vse tele probleme, ki spadajo zraven. Zdaj, jaz bom delovala tekom predavanja, kada vse vemo, ne, v znanosti, pa ni res. Ne vemo vsega. Lahko, da je še kaj tam zunaj, ne. Temu rečemo tako fino presenečenja. Ne? Mogoče je tale koronavirus en primer. Se če pred 3 meseci se nobenemu ni sanjalo, da bo prišel, zdaj pa nenadoma samo še virus, ne en virus. To je ene vrste presenečenja, čeprav še nič ni hudega naredil. Tako da seveda, ko govorimo o družbi, ki mora biti odporna na šoke, odporna na podnebne spremembe, odporna na stvari, ki se dogajajo, vedno mislimo tudi presenečenja. Tudi dajmo se pripraviti če na kaj, ker morda ta hip ne vemo. In cela vrsta ukrepov je takih, ki koristijo v vsakem primeru. Seveda zdaj, kako smo se spremenili, ne, se da ilustrirati na mnogo načinov. Jaz ponavadi pokažem tole sliko, ki je zelo nazorna in seveda ta naš življenjski slog, potrošniški, kakorkoli mu rečemo, se je zlasti odražal v tem, da za svoj normalen dan porabimo bistveno več energije, kot pa naši očetje ali pa naši
dedje. Številka, ki jo si zapomnite na dan, oziroma za domov, je 1 gigajoule na dan. Zdaj, zakaj porabimo to energijo? Seveda so jo tudi naši predniki, dosti manj. Zdaj imamo tle 4 kategorije, ki so zelo preproste. Spodnji del, tale temnorjevje, so naši želodci. Koliko hrane pojemo oziroma jo imamo doma še zraven. Zdaj, želodci so popolnoma enaki, kot so bili pri naših starših, stvar se je podvojila. Zakaj? Toliko več energije, ker jemo bistveno več mesa, kot so jeli predniki, ker bistveno več hrane tudi zavržemo. In seveda jemo hrano, ki je predelana in tako naprej. Vsa ta predelava seveda potrebuje energijo. Tukaj imamo še večji drastični porast, to je naš dom. Doma kuhamo, se grejemo, gledamo televizijo ali karkoli. Seveda naša stanovanja so bistveno večja, bistveno toplejša in v njih mrgoli vse sorte, kar rabimo ali ne rabimo. To se pravi, tukaj smo za faktor 2 večja. Potem je pa industrijska proizvodnja oziroma proizvodi, ki jih tudi kamor del, tudi prehranskih štejemo. Skratka, tole rjavo je pa naš šoping, po domače povedano. Zdaj, v tem rjavem je marsikaj, kar tudi rabimo, seveda. Ne moramo preživeti brez marsičesa. Ampak tudi teli so rabili, pa so preživeli. To se pravi, tukaj smo potrojili nabavljanje, produkcijo stvari, za katere jaz trdim, da večino stvari ne rabimo. Si jih pa hočemo imeti. In naši otroci, recimo moji študenti, sem skozi v stiku z mladimi, ne ločijo več tega, kaj rabi, kaj hoče imeti. In ki bi jih to naučili in na to spomnili se, potem so sami zelo bistri in bi vedeli. Ampak bi rekel, potrošniške reklame, sporočila nam zabrišejo to mejo. In seveda še zadnji greh, ki ga imamo, obsedenost z mobilnostjo. Zdaj so bile počitnice, pa prej so bile počitnice in seveda otroci med sabo samo kam ste šli, ne kaj ste počeli, kje ste bili. In seveda lep vikend in da bi bil zdaj doma, sonce sije. Če nekam ne greš, je kot da je dan izgubljen. Pa da o počitnicah in praznikih ne govorimo. Kdor je doma, je pravzaprav nekaj z njim narobe. Kdor ne gre na študentsko izmenjavo, vsaj nekaj, kdor ni skočil tja in sem, je seveda narobe. Nič nimam proti mobilnosti, se zveda je treba videti svet. Ampak imam pa zelo veliko proti mobilnosti, ki služi sama sebi ali pa služi seveda temu, da se razkazujemo na lokaciji, na kateri pravzaprav ne uživamo. Seveda zdaj pa še ljudi več, ampak glavni problem ni v teh 7,7 milijardah, ampak seveda v našem življenjskem slogu. In seveda to energijo moramo nekje dobiti. In to povečevanje seveda ni samo na področju energije. Seveda včasih smo imeli biomaso, po domače drva pa premog. Po drugi svetovni vojni je ta linearno naraščanje preskočilo v eksponentno. To se pravi, tukaj so ljudje še živeli, ne bom rekla so naravno, ampak v skladu s tem, kaj so rabili. Seveda, tale eksponentni porast pa ni nastal, ker je bilo toliko več ljudi, ampak ker toliko več produciramo. In kljub temu, da imamo občutek, da obnovljivi viri napredujejo, moramo razumeti, da je še vedno 90% svetovno energije fosilne. Skratka, izbrali smo napačno energijo, ki pa je seveda bila priročna in relativno poceni. No, ampak tole ni edina ilustracija naše podjetnosti, če temu tako rečem. Lahko gledamo papir, lahko gledamo telefone, lahko gledamo gnojila, turiste, McDonaldove restauracije. Niti eno naše početje ne gre počas. Iz nič gor. Turizem, do 50. leta pravzaprav turizem ni obstajal kot panoga, tako kot danes. Planet pa ne raste. To se pravi, a veste, stvari, eksponentna rast, ni treba biti matematik, da veš, da se naslednji dan ali pa naslednja časovno enota stvar še ponovi. In prav nič ne kaže, da bi se recimo mogoče kakšna optimizem tle v kmetijstvu, ampak drugače pa stvari grejo gor. Ker morajo iti gor, ker če ne rastemo, sistem gospodarski, ki je napačen, propade.
Je pa zanimivo, tukaj, če Ja. smem, ta izraz se je uveljavil v zadnjih letih ekološki dolg. Obstaja ena organizacija na svetu, ki se imenuje Global Footprint Network, ki vsako leto razglasi dan ekološkega dolga. In to je sicer dan, ko smo porabili vse naravne vire, ki jih imamo na voljo do konca leta. Torej, ko porabimo vse tiste naravne vire, ki nam jih je Zemlja sposobna obnoviti v enem letu. No, in v zadnjih 20 letih se je dan ekološkega dolga pomaknil za 2 meseca naprej oziroma nazaj. Recimo, lani je bil ta dan že 29. julija. To je dan, ki je razglasen za celotno Zemljo oziroma za celotno človeštvo. V Sloveniji pa že 27. aprila. Torej, evropsko povprečje je pa 10. maj. Torej, na ta dan mi porabimo že praktično vse, kar bi smeli porabiti v enem letu. Torej, to kaže tudi, da v Sloveniji recimo in v Evropi nasploh živimo predvsej bolj potrošno kot v večini ostalega sveta. To je res, ne, mi Slovenijo imamo še vedno nek občutek, da nam pa ne gre tako dobro, kar gre Švicarjem, ne. Sploh ni res, ko gledamo naše obnašanje, koliko potrošimo, koliko se vozimo, smo zelo enaki, ne. Seveda je pa neenakost pri nas večja, ker pa je, ne. Ja, ekološki dolg je samo ena oblika izražanja, kje smo, ne. In ki pravzaprav skuša pojasniti tudi to, da Zemlja ima neke samoočiščevalne sposobnosti, ne. Ni čisto tako, da bi bilo vse brezupno, ampak ne more pa tega, kar počnemo zdaj, ne. Tako da to je zelo lepa ilustracija, kako se to pomika. To se pravi, kljub temu, da ne bi bila Evropa zelena, pa da ne bi napredovali, ne, to berete, če greste na Evropsko okoljsko agencijo, bo pisala, Evropa je po zadnjem času res, ne. Ja, nič ni videti, ne. Tako da besede in želje so eno, ne, realnost je pa zelo drugačna. Tole je naš sistem, ne. A veste, če tega ne delamo, ni BDP rasti, in obstaja grožnja, da, kot rečeno, socialnih transferjev drugo leto ne bo več. In tako je pri nas, tako je v Ameriki, tako je praktično v zadnji pori Indije oziroma Azije, ne. Tole gre, če bi Zemlja rasla, ne, ker pa ne gre, pa seveda imamo problem, ne. No in zdaj tisto, kar je znanost prispevala k ozaveščanju politike, ozaveščanju ljudi, namreč mi smo se sami vprašali, koliko ta planet pa zdaj zmore, ne, vse to je logično vprašanje. In seveda, ker imamo kar nekaj problemov, se je tam nekje okrog leta 2005 zbrala taka neformalna skupina inštitutov, ne skupina ljudi. To se pravi najmočnejših svetovnih inštitucij, ki imajo sredstva, ljudi, znanje, ampak so se ukvarjali z zelo različnimi stvarmi. Eni so bili klimatologi, eni so bili kmetijski strokovnjaki, eni so bili strokovnjaki za ozon in tako naprej, zelo različni, ampak z istim namenom, da se najprej zmenimo, kaj so problemi, ne? In potem v naslednji fazi, ko se poenotimo, kaj so problemi, povemo, do kje naj bi se šlo in kje so meje, čez katere ne smemo iti. To je bil ogromen projekt, ki v bistvu še do neke mere traja, pod vodstvom Štokholmske univerze in neverjetna kooperativnost, ne, tukaj to noben ni bil nič plačan od inštitutov, ampak vsi so vedeli, kako je to pomembno. Bilo je veliko pregovarjanja, ne, bilo je 100 problemov na mizi, ampak potem se je skušali pač ovrednotiti res tiste, ki lahko pahnejo ta planet v nestabilnost oziroma prihodnost, ki se jo res lahko bojimo, ne. No, po pregovarjanju je tole prišlo ven. Ker vidimo tukajle, seveda podnebne spremembe, logično, zelo pomemben problem, ampak ne edini. Z ozonom, čeprav je tukaj ni zelo velikih slabih trendov, ta hip tudi, če nismo rešili situacije, imamo problem z porušenim ne samo ogljikovim ciklom, ampak dušikovim in fosforjevim, izgubljamo raznoživost, raba tal, kaj to pomeni, koliko tal si človek prisvoji. Za kmetijstvo, za gradnjo, za naše aktivnosti, ne? Večinoma je to kmetijstvo. Plodnih tal tudi ni neomejeno. Kemijsko onesnaževanje je sploh zelo širok pojem, to se pravi od hormonskih motilcev pa do jedrskih odpadkov, če hočete. Problem zakisanja oceanov, ki ljudem sploh ni poznan in izhaja iz tega, da CO2, ki ga mi zakurimo, ne, oziroma s kurjenjem dobimo, ne ostane samo v ozračju, kjer dela podnebne spremembe, ampak se topi tudi v vodi, morski, ne, večinoma. In seveda, če ti daš CO2 v vodo, dobiš, včasih so rekli naši starši, kislo vodo, ne, z razlogom, ne. H2O plus CO2 je šibka ogljična kislina
in seveda pH oceanom pada, kar pomeni katastrofo na pomolu za vse apnenčaste organizme, pa tudi za neapnenčaste, ker pH ne odloča samo o tem, ko bo polžek imel trdo skorjo, ne, oziroma trdo lupino, ampak recimo vpliva na dihanje rib. Če je pH prenizek, enostavno kisik v škrge, če čisto po domače povem, jaz nisem specialist, se ne toliko absorbira v organizem. Ne. Tako da resen problem in pa seveda voda. Ne. Voda je, prej sem že rekla, da jo je točno toliko pitne, kot je bilo za časa Julija Cezarja. Antropogeni atmosferski aerosol je pa tisto, kar vidimo v Kitajskem, da ljudje tudi, ko ni virusa, imajo maske, ker je toliko onesnažen zrak z delci in drugimi snovmi. S tem, da seveda ta aerosol ni sam pri tleh. Tam po tleh daš masko. Ne? Gorje je, ker je tudi više v ozračju. Tam dela pa še dodatne probleme. To se pravi, to je bil prvi korak, da se poenotimo, kaj so problemi. Seveda, drugi korak je bil pa določiti, kje so tiste meje, do katere smemo jeti in kje je preveč oziroma prepozno. In zdaj se bojo tle pojavile številke. To, da mi boste verjeli, da te številke imamo. Seveda, žal se pojavita tudi dva vprašaja, ne? Ker ni še jasno, koliko aerosola res bomo spravili v ozračje, da bo prepozno. Zakaj je tukaj vprašaj? Zato, ker aerosol se ne meša dobro. Na Kitajskem ga je ogromno, pri nas ga je pa malo. Ne? Zdaj, za Kitajskem so isto, ki že mejo prestopila, ne? Ampak tukaj je težje. In pa seveda kemijsko onesnaženje. Tukaj je toliko kemikalij, toliko snovi, da je pravzaprav skoraj nemogoče reči tole. Ne? Ampak delamo na tem, oziroma znanost dela na tem in jaz sem prepričana, da bomo te številke dobili zelo kmalu. Nekajšno v teh pojasnim. Pa recimo tale je najlažji za pojasniti. Raba tal. Ne? Zdaj, mi moramo naravi pustiti tudi tla, kopno. In maksimalna vrednost, ki jo lahko si prisvoji človek za poljedelstvo, gradnjo, urbanizacijo, je 15% kopnega. Ostalo moramo pustiti pri miru, za gozd, za močvirja, za karkoli. Potem je zelo enostavno razložiti recimo izgubo biodiverzitete, seveda vrste propadajo. Normalno, da zgine kakšna, pa seveda tudi normalno, da se nova pojavi. Ampak trenutno zaradi človeka je ta stopnja 1000-krat večja kot od Darwina. Ne? In še varno bi bilo nekaj, kar je manj kot 10 vrst na milijon na leto. Zdaj, pri podnebnih spremembah je zelo jasno. Indikator je, koliko CO2 v ozračju imamo. In varna meja je nekje tukaj le med 300 in 350. Tudi tukaj se nismo mogli čisto poenotiti. Na koncu pride 325. Ne? To je meja, ki je bila pred industrijsko revolucijo, oziroma pred drugo svetovno vojno nekje in ko se podnebne spremembe niso kazale. No, te številke seveda so tudi, jih je moč povedati, ne, seveda dušik zaradi predelave mineralnih gnojil, mi inerten dušik iz atmosfere, ki nič noče, spravimo v topno obliko, če ne pa rastline ne morejo nič od njega imeti. Ampak to počnemo seveda rahlo neracionalno, ker gnojilo, ki ga damo potem rastlinam, mislimo, da bo ves dušik šel v rastlino. To je bazična ideja, da bo zdaj storž imel ta dušik not. Ne gre. Ne? Ogromno dušika gre drugam. Pravijo, da recimo se v poljščini ugradi samo 14% dušika iz dušičnih gnojil. Vse ostalo pa zgine, ker je topno, je mobilno in gre v vodo, v potalnico, v zrak, tudi del. Skratka, in tam dela stvari, ki jih seveda ne bi smelo po domače rečeno prihaja do, ne po domače, no, strokovno, prihaja do eutrofikacije. Eutrofikacija vodi v mrtva jezera, mrtva morja, podobno je pa tudi s fosforjem. Ne? Skratka, imamo kazalce, imamo številke, ki jih imajo tudi politiki. Tole je bilo objavljeno 2009, 10 let nazaj. Poskrbljeno je bilo, da ja, ne bi kdo ne bil obveščen. Ne? Seveda, šlo je pa to tudi v kompletu z tem, kje danes smo, kar je še bolj važno. Ne? Kje danes smo. Meje imamo, ne za vse. No in seveda, kje danes smo in kje smo bili v preteklosti. To se mi zdi je mogoče glavno sporočilo tega predavanja. Zdaj zemlja ne raste, ne? Tukaj nimamo kaj. Tole je ena taka časovna skala,
ne, tole čas Prešerna, to je pa preskok v drugo svetovno vojno, oziroma po drugi svetovni vojni in recimo to je danes. Tle so problemi in seveda meje so tukaj ne planetarne v primerjalni skali narisane. No, pa gremo zdaj v čas Prešerna, ne, pa Napoleona. Takrat so ljudje imeli, jaz vedno rečem, en par čevljev, danes pravi statistika, da jih imamo 17, ne. Če samo s čevlji, ne, ko sem ženska, ilustriram, ne, da je malo drugače danes. Takrat je bila tudi samo milijarda ljudi in kakšen je bil vpliv te milijarde na planet, morate zelo pozorno vsi gledati v sredino. Ne, še enkrat, nikakršen. Takrat je bila Zemlja ogromno, res bi rekla, na voljo je bilo vse. Ne? Seveda stvari so se zelo spremenile z novim gospodarskim modelom, z globalizacijo, ki se je začela takoj po drugi svetovni vojni. To se pravi, če gremo v 50. leta, je seveda začel se odpravljati lakoto, kar je bilo seveda zelo dobro, ne? To se pravi, mineralna gnojila so dobile tudi revne države, rabilo se je vedno večja površina, tudi tukaj je prebivalstvo naraščalo, masovno seveda smo gradili, nafto smo izumili, da se dajo dati v avto, ne, pred drugo svetovno vojno nafta ni bila nič zelo zanimiva. In skratka, zdaj za ostale meje je težko čisto sklepati, kje smo bili, ne, oziroma več ali manj problema ni bilo. Ne. Potem gremo pa v 70. leta, ki so bila prelomna, ker smo uspeli prvo varno mejo preseči, že leta 70. Šlo je za utrifikacijo in takrat seveda se je prvič ljudem pred očmi kazalo, kako nekaj umira. In ljudje smo še vedno toliko čustveni, da to je imelo blazen vpliv. Nastajale so knjige, ne, kot je bila recimo tista Tiha pomlad, ne, ki je bila neko opozorilo, Rimski klub je bil ustanovljen in pojavile so se nevladne organizacije, ne, ki so želele okolje zavarovati. In kar je seveda zanimivo, pa mlajši tlele ne veste, pred letom 70 ni bilo ministrov za okolje, ni bilo komisarjatov za okolje, sploh ni bilo ekologija kot beseda, ni pomenila nič. Takrat se je začelo to ustanavljati, ne? Smo dobili ministre, smo dobili oddelke, smo dobili recimo mednarodne organizacije okoljske, ne? Ampak bilo je čustveno odziv na problem, ki so ga videli, ne? Pred tem je bilo vse jasno, kam gremo. Ampak dokler niso na lastni koži ljudje videli, kot da problema ni. No, jaz sem tudi del te mlajše generacije, ki se ne spomnim tega, pa me zanima to, a ste morda takrat v tem času, ko se je tudi ustanovil forum IPCC in druge mednarodne organizacije, a ste morda takrat čutili več optimizma, da je to mogoče rešiti v družbi nasplošno, kot ga čutite danes, in a ste morda čutili tudi več volje in energije za ukrepanje, kot jo čutite danes? Tisti čas je bil čas, ko je znanost bila, bi rekla, spoštovana. Ne? Takrat nismo imeli mi situacije, kot imamo recimo danes, ko imamo milijon forumov, ko imamo ljudi, ki nikoli nekaj niso študirali, ali pa se jim samo nekaj zdi in seveda se njihova objava pojavi potem v mediju ob bok nekomu, ki se je 50 let z eno stvarjo ukvarjal. Ne? Takrat ni bilo čez pro in kontra, da se bomo šli, ne? A bi, a ne bi. Ne? In bolj, ko so se ljudje danes, ne bolj, ko se kregajo, bolj ljudje uživajo. In z te strani je bil optimizem. Ne? Znanost je takrat imela prostor, je imela neko ime dobro in so ljudje dejansko vanjo verjeli. Ne? Imela tudi rezultatov, ne, končen koncev smo prišli na Luno, ne, če to gledamo, kakšen podvig je to bil, ne samo na okoljskem področju. In seveda bili smo naivni, da bo ta vloga seveda politike prepričala, ampak ne pozabiti, da sta neoliberistični model gospodarstva ravno takrat dobival zagon. Ne. Tako da čas je bil skrajno neugoden za to. Tudi kot študent, se vsi, ki se recimo na naravoslovje študirali, kakršnokoli znanost, ne, starejši vemo, kaj je bilo nekoč biti znanstvenik. Danes pa ne, bi prej rekel neko nezaupanje, ki se je ustvarili iz mnogo kakšnih. Sej tudi jaz ne rečem, da so vsi znanstveniki angeli. Ne. Ljudje smo pod kožo krvavi in seveda del znanosti tudi naprodaj. Ne. Žal. Ne. Tako da nekaj krivde je tudi tukaj. Ne. Tako da ta leta so bila. No, če sem do danes pridemo. Ne? Zdaj, 80. leta smo seveda še poslabšali ta problem, ne? Logično. Sej, še danes ga poslabšujemo.
Ampak takrat so se začele podnebne spremembe kazati. Ne? Do leta 80 smo klimatologi ali pa so klimatologi, takrat sem jaz šele diplomirala, že o tem vedeli, drugim se nisem jali. Ne? Po letu 80 se je začel to, kje je sneg, ne? Vročina poleti, neobičajni vzorci. Takrat seveda je bilo, če tako rečem, že malo pozno za to. Ne? Seveda danes smo pa v borih 40 letih uničili biodiverziteto oziroma naredili ta še zadnji korak, če smo podnebne spremembe ustvarjali, ne, pa nafto več desetletij ali pa stoletje, je seveda umiranje narave, če tako ga imenujem, izginjanje, katastrofalno. To zdaj, tukaj smo. Zdaj seveda teh dveh mej ne poznamo. Ampak če mene vprašate intimno, ne, ali smo že te dve presegali ali ne, če jih nismo, smo zelo blizu. Vse ostalo pa ne, se pomikamo vsako obdobje, ko analiziramo bližje meje. Zdaj, ta informacija je, spet če se vrnem na odločevalce, na industrijo, na bankirje, na ljudi, ki odločajo. Ne, recimo, obstajanje mej do leta 70 so sploh zanikali. Ne? Recimo, ko je Rimski klub prvič objavil neko študijo, da mogoče pa ne bo šlo, ne, so jih seveda izsmejavali. Ne? Potem, seveda, tam nekje v 80-ih so bile meje priznane strani politike, ampak daleč v prihodnosti. Ne? Mi bomo še, ne, pa bomo, ne, nekoč pa seveda bo. Potem so prišla 90-ta, če se jih tudi, to se jih pa že vsi spomnimo, ne, ko so rekli, trgu pustimo stvari, ne, trg bo uravnal, ne, trg bo uravnaval stvari, a figo je uravnaval, nič ni uravnaval, še poslabšalo se je, ne. No, potem so prišla pa 90-ta z zeleno rastjo, vključujočo rastjo, ne vem kakšno pobarvano rastjo, ne, kjer seveda se je začel veliko tega pranja zelenega možganov, greenwashinga in potem seveda trajnostna rast. Ko slišim jaz rast, ne, mislim, je vsem kakšna, tudi če je vijolčasta, pa s pikcem, ne, ne gre, ne gre. Tako da, seveda zdaj vsi priznavajo, da meje so, ampak trenutno ne, bomo mi rast uravnavali in bo vse dobro. Kar pa seveda ni res, ne, ni res. Jaz bi imel tukaj še eno vprašanje. V bistvu povedali ste, določili smo meje in vsi priznavamo, da te meje zdaj obstajajo. Ampak v bistvu določili smo jih skozi neke številke, skozi podatke, ki jih zdaj imamo na voljo in jih je zelo veliko. Prej jih pa nismo imeli. Ampak zdaj se mi zdi, da ko govorimo o podnebni krizi, tako v medijih, kot predvsem v medijih, so vse te novice oziroma informacije oziroma komentarji, kolumne, karkoli, vedno podkrepljene z eno zelo veliko količino podatkov. Tudi jaz sem danes v bistvu skoraj malo namenoma na tak način začel, ker se sprašujem, če ima to pozitiven ali negativen učinek. Se pravi to, da je tako veliko nekih podatkov, v katerih se zgubljamo in jih morda tudi ne razumemo. Se pravi, kako vi vidite morda ta trend, da vse te podatke imamo na voljo, hkrati pa morda vse slabše razumemo to krizo, čeprav imamo vse te podatke. Se pravi, ali jih vsebinsko lahko dovolj dobro zastopimo in ali vsi ti podatki pripomorejo, da boljše razumemo to krizo in na drugi strani konceptualno, navajamo podatke, v resnici pa govorimo o načinih življenja. Ja, to je težko vprašanje, ampak definitivno jaz verjamem v številke. Dobro, slabo, več, manj, to so pojmi, ki vodijo v velike zablode, pa vam bom eno tako zablodo recimo povedala. Velika Britanija je leta 10 let, ko smo imeli že vsi mobitele, ne, in smo jih vsi povalni vsak večer, dala 5 milijonov funtov, to je bilo zelo veliko denarja, za kampanjo, ki je imela cilj, da bi ljudje zvečer ištekali mobitel, ne? In so bili plakati in ne vem kaj. Ne? No, seveda koristi, če ga vam potegnemo, ne? Ampak potem, ampak brez številk, ne? Da je to dobro, ne? To je zrno na zrno. Ne? No, potem je pa seveda en fizik to zračunal, koliko so oni zdaj prešparali. Ne? In je dal zelo slikovito primerjavo, ki je seveda recimo za mene še posebej zanimiva. Moj mož, ki je tukaj le, on parkira, veste kako, vidi parkirišče, naredi ček in naredi ček, ne, in je avto parkiran. Jaz parkiram pa tako, malo naprej, ne, pa nazaj, pa še malo, pa v tretjo pa gre, ne. S tem, ko jaz ne znam parkirati tako kot on,
porabim to, da je moj mobitel lahko do smrti v vtičnici. Mobitel je brezpredmeten, ne, v primerjavi z avtomobilom, kjer v pol minute porabimo več energije. A ste kdaj videli kakšno kampanjo ne voziti se z avto? Ne? Teh kampanj ni. Ne? In seveda, jaz verjamem, da so oni ljudje imeli dobre namene, samo številk niso poznali. To se pravi, številke so dobre. Ne? Zdaj vi sprašujete, ali jih razumemo ali znamo. Ne? Tukaj je pa seveda en velik razkorak tudi med tem, kako se mediji obnašajo in kako se znanstveniki obnašamo. Ne? Treba je dati, seveda vsi vemo, tiste, ki so res važne, pa ki so poljudno predstavljene, ampak to je za znanstvenika težko. To je težko za zdravnike tudi, recimo, ne, da ne bomo zdaj samo o nas govorili, ne? Ker ne se stopijo s piedestala in oni morajo govoriti, ne, tako kot družboslovci, vi radi imate diskurs, ja pa zakaj narečete v pogovoru ali pa, kadar pridem na FDV, jih je en sam diskurs. In pa tudi jaz, a veste, 5 minut ne vem točen, ne, kaj mi hoče povedati, ne, a veste, govorimo tako, ampak to rabi napor in to rabi čas. In znanost, recimo v Sloveniji, če konkretno vem, ni nagrajena za to, da piše poljudne knjige. To nikogar ne briga, ne. Ti moraš napisati znanstven članek, ki je super in mora biti saj tam objavljen, pa Bog varu v slovenščini in angleščini, da si kaj vreden. In ker so znanstveniki zaposleni s tem, da to delajo, nimajo niti časa, niti volje za knjige, ne. Pa bi mogla biti poljudna knjiga danes nagrajena ne finančno, ampak ugled znanstvenika bi se mogel povečati. Je pa to čist brezpred. In to ne delajo. Ne? In seveda zdaj novinarji, ki ni nujno, da imajo sogovornika, zdaj nekoga, ki to pove, rečemo po domače, se potem še več teh podatkov poberijo, ker tudi sami ne vejo, ne, kjeri so dobri. In človek potem, ki bi bil rad, nimamo pa vsi veliko časa. Ne? Tako da je ena kombinacija marsikakšnega dejavnika, pa seveda polenili smo se, ne. Mi radi tisto, kar je na tablici, ne, tisto, kar je tam, kdo bo zdaj šel preveriti, ne, to številko tle v knjige, pa šel, ne, življenjski slog je drugače, tudi mladina ne dela več tega, ne. Tako da ja, je produktivno in ni produktivno, ne. Sem pa jaz seveda za številke, ker stvari so zelo jasne in če ne bomo sešteli in recimo svoje dnevne porabe energije imeli pod kontrolo, ne. Zdaj vas bom vprašala, pa ne rabim odgovora. Vsak naj sebe, kdo od vas ve, koliko kilovatnih ur na dan porabite? Da bi zdaj le stresil, ne? Noben ne ve, ne ve. Ja, 10, no, ampak kilovatne ure so tudi tiste, ki niso na števcu, pa ko hrano pojeste, je bilo tudi narejena hrana z neko energijo. Odgovor za povprečnega Slovenca je med 110-120 kilovatnih ur na dan, ne? No, ampak a poznate strukturo teh 120 kilovatnih ur? No, elektriko, to se pravi, vi ste povedali, za koliko rabite za televizijo, koliko rabite za žarance, pa koliko rabite za hladilno skrinjo, recimo. Ne, kdo ve, koliko pa rabimo, ko se vozimo, recimo, jaz se vozim v Ljubljano, pa nazaj vsak dan v službo, ne. To je 30 kilovatnih ur na dan, ne. To, da recimo jem meso, pa da potem še malo mesa vržemo preč, če recimo se nam pokvar, to je 15 kilovatnih ur na dan, ne. To nikjer ne piše in seveda zdaj, pa recimo, če grem samo enkrat na leto z avionom, pa vsi vemo, da gremo večkrat, ne, je recimo to, če preračunam avion na dan, spet 30 kilovatnih ur. Shopping, ki ga skozi omenjam, je pa vsaj 50 in več kilovatnih ur. In seveda zdaj se mi odločimo za boljši in trajnostni način življenja. Ne, in začnemo ugašati mobitele. Mobitel je pa nič, ne, v tej strukturi. Treba je, kot se reče, bika zgrabati za roge. To se pravi, gretje hiše, avtomobil, pa avion, pa shopping, ne. In tlele so stvari jasne, tle moramo začeti, ne. Zato jaz zagovarjam številke, ne. In recimo, če ne letiš več, potem imaš, no, ali pa seveda, ko gremo v trgovine, ne. In če samo to ločimo, kaj rabimo in kaj hočemo imeti, smo iz tistih 60 kilovatnih ur prišli na 30 kilovatnih ur, pa reš pa lahko z avionom, ne. Človek se danes mora odločiti, mi moramo spremeniti življenjski slog, ampak nekdo, ki živi tamle nekje na Ambrožu, na Krvavcu, kako naj se odpove avtomobila? Ne more, se ne bo prišel on kamer, ne. En znanstvenik verjetno more tudi z avionom kdaj kam, če hočemo ostati, ne. Ampak bomo pa nekje drugje, ne, si stvari omejili, recimo.
In to, da ni številk, ne, potem ljudje počnejo, ne, koliko dobim odgovor, se jaz ločujem odpadke. Ja, fajn, da jih ne, ampak to je zelo v redu, ampak energetsko gledano nisi dosti naredil. Ne. Problem je, da si jih toliko ustvaril, ti jih sploh ne smeš toliko imeti, kot da imam, ne da imam, jaz tudi to gledam, ne, ločevanje, ja. Ampak veš, kaj tako bilo včasih? Včasih smo imeli eno polno kanto, zdaj imamo pa 3, ne, polne. Ja, nekaj globoko ne štima, ne. To se pravi, prazne kante morajo biti, to je prava, ne, zadeva. Tako da ja, številke ja in ne. Tako da, se pravi, tole je recimo istočnica, zdaj vam je še zelo veliko, ne, slajdov naprej, ker treba je nekaj zdaj narediti in mogoče samo glede na to, da imamo v Kranju tudi politike, ki pravijo, da se pa Slovenija ne greje, no to mi pa dajte priložnost, da pokažem, da se greje. Tole so podatki, ki jih večkrat vidite, no, ampak tole je že leto lansko. Vidimo seveda, da se greje Evropa, da se greje svet. Vidimo tudi zgoraj, da se eni bolj grejemo kot drugi. Evropa se zelo greje. Seveda nekje na Pacifiku, na otoku, na Havajih se ne greje toliko, ker imajo ocean, ki zaenkrat še prevzame veliko. No, ampak Slovenijo, tole lansko leto, drugo najtoplejše, in tlej tisto leto 80, ne, ko je bilo še normalno, če tako rečem, in tukaj lepo se nevzdržno gre gor. Oziroma še lepša slika za moj okus je tale, kjer je po letu 61, ker vsako leto narisano, kakšno je bilo. Ne? To je primerjava leta z, ali je bilo bolj toplo, je rdeče, ali je bilo bolj hladno, je modro. Ne? In recimo, če gledamo od leta 61 do 70, pa takole grejo po vrst, lahko zberete leto, ko ste bili rojeni. In seveda tlele je bila prelomnica, ne zdaj vse naj jo damo tlele, naj jo damo tamle. Ni pomembno. Ne? Skratka, 19 bi ga lahko narisali, je bilo drugo najtoplejše, to se pravi, je bilo približno takole k 15, ne. In povejte mi, kakšna je verjetnost, da bo pa 2020 prehladno, ne, ne bo. No, saj tudi Agencija za okolje je podala svoje projekcije za Slovenijo do konca stoletja, se pravi, po najbolj optimističnem scenariju bi se Slovenija segrela za 1,3 stopinje do konca stoletja in po najbolj pesimističnih za kar 4 stopinje. In to se mi zdi tudi težava pri teh številkah, ko smo se prej pogovarjali. Kaj bi v praksi to pomenilo, če bi se Slovenija segrela za 1,3 stopinje ali za 4? Kakšne bi bile posledice tega v praksi za nas? Mislim, vemo, vroče bi nam bilo precej bolj, ampak verjetno je posledic še precej več. No, ampak recimo nekaj, kar vsi vemo, vsi smo bili v Portorožu, pa vsi smo bili v Ljubljani, pa vsi smo bili v Mariboru. Ne? To imamo pred sabo. Ne? Zdaj, 1 stopinja toplejše podnebje pomeni recimo, da Ljubljana postane kot Nova Gorica. Ne? Oziroma 1 stopinja pomeni, da Nova Gorica postane kot Portorož. 4 stopinje pa niti ni več je pa že v Rateče Planica, ne? Postane tako kot Gorica. Ne? Ali pa recimo Radoveljca je pa že Portorož. Ne? Tako da, veste, ne sliši se veliko, ne? Ampak to so klimatske vrednosti, to niso letne vrednosti. Ne? In recimo, zdaj kaj pa postane Portorož, ne? Nimamo več analoga, Portorož postane približno tako kot Malaga, ne? Recimo tam v Španiji, če ste bili kdaj na jugu Španije, vemo, ne? Kako je nič kaj fajn polet, ne? Po zimi super. Ne? Tako da to so zelo, zelo velike številke, ki jih moramo v ta kontekst, da nekaj, na kar vemo. Ne? S tem, da seveda težava bi bila v tem, da smo rekli, da bo Ljubljana Nova Gorica, ne? V Novi Gorici imajo že palme pa, ne? Mi pa ne bomo nikoli mogli imeti palm, ker po zimi, ne? Bo pa še vedno en dan, ko bo -10 in bojo vse palme šle, ne? Tako da ne velika te palme radi ilustrirajo, ne? Ampak mi bomo še vedno imeli zimo, še vedno bomo imeli kratek dan, ne? In ravno te ekstremi, ki bojo vmes nastopala, ne? Bojo še bolj toliko tragični, ker recimo, jaz takole velikrat rečem, nimamo več snega, ne? To, kot smo ga imeli. Ali pa ga sploh nimamo, tako kot letos. Ne? Ampak to ne pomeni, da mi recimo drugo leto nenadoma dobimo pa 2 metra. Ne? Ker tudi taki ekstremi, ki ne grejo na vides v kontekstu ogrevanja,
so posledica ogrevanja. Ne? Ker poglejte, če je ravnovesna klima, ki smo jo imeli, recimo si jo predstavljate kot eno nihalo. Ne? Imeli smo klimo. Zdaj seveda smo jo spravili iz ravnotežja. Ne? Nihalo, preden se umiri, dela takole. Ne? Suša, poplava, velik snega, nič snega. Ne? To se pravi, takrat so se pri nam začele pojavljati poplave. Vem, smo imeli, oziroma ne, suše so se začele. To je bil sestanek na kmetijskem ministrstvu, pa je bil eden od teh ministrov prisoten in je poslušal in smo rekli, da so zdaj poplave, dajmo, in moja misel je bila, dajmo se pripraviti na suše. Ne? In ne, niso dojeli, kaj govorimo, ne? Ker čim so se eni ekstremi, je bilo jasno, da bomo imeli še druge. Ne? No, pa smo to vse pojasnili, takole, pa še s bolj natančnimi, tako sem kočalo, no, povem. No, potem je bilo pa konec sestanka, pa je bilo samo še neformalno tako druženje, no, in je ta minister mene potrepljal tako, ne, pa je rekel, veste, tole je bilo super, ampak profesor Kajfeževa, kaj boste pa vedeli, a bojo suše ali poplave, pa spet pridete, ne. Ker je seveda lažje odločati se za suše, potem narediš namakalen sistem. Če pa istočasno moraš ti reko tako pripraviti, da bo tudi poplava, je pa to 5-krat dražje, pa težje, ne. Tako da ja, te številke so lahko, bi rekla, zavajajoče, če jih gledamo samo iz dnevnega. Danes je bilo tudi zjutraj 4 stopinje hladnej, ampak to so klimatske številke. Zdaj, omenili ste vode, no? Zaenkrat danes še nismo kaj dosti govorili o vodah. V katero smer se premikamo tukaj? Zdaj vemo, en trend, ki je precej zaskrbljujoč, je dvigovanje ravni oceanov. Dvigovanje gladine morja, torej. Najprej, odkot ta pojav sploh izhaja? Spravi, ozračje se segreva, po logiki nekako lahko toplejši zrak zadrži več vlage v sebi. Zakaj se gladina morja dviguje? Poglejte, morje je pač neka luža, no ne bom rekla luža, ampak predstavljajte si pač lavor, ne? Imamo doma lavor, to je zdaj ocean, ne? In seveda, če mi segrevamo vodo, se njen volumen razširi. To se pravi, če bi imeli vodo v lavorju, volumen se širi, ampak ker mi gledamo na obali v morje, mi to širjenje volumna vidimo, da gre morje gor. V resnici se širi. Ne? To je poglaviten del bil do 10 let nazaj. Seveda, zadnjih 10 let pa se stekajo v morje tisti led, ki je bil prej na kopnem. To se pravi, grenlandski led, naš Triglavski ledenik je šel v morje, ne? Prej bil pa na kopnem. In dobimo poleg širjenja še vodo, ki je bila prej na kopnem. In te vode seveda z našega ledenika ni bilo kaj pride, ampak če pa Himalajo gledate, Grenlandijo gledate, ne? Ali pa seveda to, kar je zdaj na jugu, antarktični led je na kopnem in ko se ta stali, seveda dviga še dodatno. In tista skrb, ki je za naprej, ni toliko, da bo zdaj še toliko se ogrel morje, čeprav se bo, ampak zdaj bo ta doprinos vode iz kopnega, ki bo dvigoval večji. No, to je bilo tako malo naivno vprašanje o vzrokih, ampak bolj nas pa verjetno zanimajo posledice tega. Velika večina človeštva živi v bližini morja, oziroma sploh največja mesta na svetu so postavljena prav ob morje. In pred dobrim letom sem se pogovarjal z raziskovalcem ranljivosti mest, ki je povedal takole: če se temperature dvignejo za 2 stopinji, bo skoraj celotno mesto Miami pod vodo. Že pri dvigu za 2 stopinje Celzija bi bila tretjina nizozemskih rek pod vplivom slane morske vode. Veliki priobalni deli Velike Britanije do Londona bi bili poplavljeni, tudi Sredozemlje bi bilo močno prizadeto. Se pravi, kako se lahko začnemo pripravljati na to? Imamo sploh kakšen odgovor na to težavo? Prizadela bo tudi Slovenijo, če gledamo ozko, recimo Piran, vemo, da je zelo hitro pod vodo. No, napovedi dvigovanja oceanov je nekaj, kar na IPCC-ju nas zelo deli. In tisto, kar ste vi zdaj povedal, so najbolj konzervativne ocene. Imamo pa recimo opozicijo v nemških znanstvenikih, ki trdijo, da so te številke 3-krat preniske. Ne? Skratka, oni imajo drugačne modele, dobre modele. Ne? Tako da bojim se, da je situacija še dosti hujša, kot ste zdaj povedal. Ne? Dvig ni tako zelo, a veste, napovedljiv ravno zaradi teh ledenikov. Širjenje napoveš, zdaj, ker ledeniki pa niso tako, da bo kaplal. Najprej kapla, pa v enem dnevu se vse dol usuje. Ne? Če ste kdaj gledali tudi Mont Blanc, kako se, to ni tako, da bo kamenček po kamenček, najprej nič, potem se ti pa usuje.
Seveda, dejstvo je, kot ste rekel, polovica največjih mest je na morju. To se pravi, skoraj bi rekel, polovica prebivalstva, če štejemo k morju tudi delte rek. To se pravi, večina azijskih mest ni čisto v morju, ampak so v delti. To pomeni, da so na morju, ne? In dobimo pol prebivalstva. In seveda, zdaj končni učinek, kot ti zalije, a ne, hišo, takrat že ne bo ljudi več v mestih, ne? Ker se bodo seveda težave začele pojavljati že prej, ne? Težave z erozijo, se pravi, te odplavlja hišo. Se pravi, tudi kot jo ne bo že zalil, jo bo odplaknilo, če tako rečem, recimo. Potem je seveda pitna voda. Milijonska mesta, kot New York, pa k Benetke, če hočete, ker ni milijonsko, tam veste, kako pitna voda rabi, Benetke, za vse te turiste. Ta pitna voda je pod Benetkami in seveda, ko se bo morje dvigovalo, se zaslani pitna voda. Slana, brekiš, ne, slanka stara. Se pravi, mi bomo mogli razsoljevati to vodo, ki je recimo bila prej pitna in to je zelo, zelo težko narediti, ne. Pa seveda tudi, kdo ve še kaj, ne, jaz se tudi zelo težko vživljam v situacije, ki jih nismo imeli, ne. Nekaj stvari lahko predvidimo, marsikaj še ne. In dvigovanje morja ne moreš ustaviti. Ne moreš, ker recimo, če bi vam razlagala tako, recimo energijsko neravnovesje, ki smo ga z povečanim učinkom tople grede, a ne, dosegali. In tole, recimo, ker vidimo, tole so podatki skopnega, ne. To so naše postaje, ki so v Ljubljani, na Kopnem, na Travci, na Vojkovi v Ljubljani, recimo. Ampak gledano globalno je pa kopnega malo, je veliko več morja. To se pravi, morje je večino segrevanja vase prevzemalo, ne. To se pravi, to, kar se nam dogaja, je mali del. Če bi bila zemlja brez morja, no, recimo, da bi bilo samo kopno, bi že zdaj podnebne spremembe naredile konec, ne, velik, ker bi se nam ogrelo že zdaj 3 do 4krat bolj, ne. Tako da morja so ključ do uganke in dvigovanja konkretno zelo težko. Bi pa morali seveda zaustaviti preseljevanje ljudi v mesta. Ta mesta še vedno rastejo, ne. Mogoče ne Miami, ampak če gledate Šangaj, pa če gledate, ne vem, južno-latinsko-ameriška mesta. Ljudje iz revščine bežijo v ta mesta, ker so tam službe, ker je tam pač vidijo prihodnost, ne. To se pravi, ustaviti priseljevanje in seveda razseliti ta mesta. Počasi, ne tako, ko je panika, ne. Saj Nizozemci recimo zelo veliko na tem delajo, ker vedo, da Nizozemsko bo tudi zato, ker so ukradli zemljo v morju, že to bojo plačali slej ko prej, ne. No, oni imajo cele projekte, kjer recimo imate kmetijske območja, ki ležijo na teh ogroženih, to delajo že 10 let, ne. Počasi kmete pripravljajo, kaj če bi se vi izselili, ne. Zdaj prva stvar je, ne bomo se, ne. Potem pa z leti pa pride recimo nov lastnik kmetije in ponudijo nadomestno zemljišče in se pregovarjajo in recimo počasi kritična mesta, to ne gre čez noč, ti ne moreš en reči, zdaj pa pej, ne. Ampak če ne začneš pred 10 leti pa danes, ne, bo potem to, ne vem, en Koprčan pa Luka Koper postavljena, zdaj se morate pa v enem mesecu ne preseliti. To je treba dati v državni proračun, tako ko imamo sredstva za zapiranje rudnikov, tako moramo imeti sredstva za prilagajanje, kot se temu fino reče, podnebnim spremembam in določiti določene stvari. Zdaj, graditi nove hotele tik na obali, ne, ja, zakaj, ne, če je nov, zdaj starega imamo. Graditi naselja, ne, saj Slovenija nima veliko obale, no, ne vem, Hrvati isto počnejo, pa imajo zelo veliko, ne. Še vedno investitor hoče plažo, ne, tam zraven imeti hišo. Se spomnim žalostne zgodbe Šrilanke, ko smo se upozarjali tudi turizem v IPCC-ju na te stvari, da je govoriva. No, potem je prišel pa tsunami in jim je podaril hotele. In je bila idealna priložnost, ne. Itak so mogli na novo zgraditi. Ne jih za Boga zgradijo majčken bolj proč od obale, ne, če so že podrti, ker bo morje se dvigalo. Odgovor investitorja je bil, kdaj se bo morje dvigalo in smo mi začeli 2030, ne. So rekli, mi gradimo za 6-letno dobo, da se splača, kaj bo čez 6 let, ne, zaradi mene, kot investitor lahko tudi morje poplavi, ne. Pa smo spet pri ekonomskem modelu, ki ne računa, ne, nisem ekonomist, ampak če se ti ne splača že v 6 letih, pojne v to naprej. In so hoteli zrasli, spet ob obali, to se pravi, če ne bo novega tsunamija, bo pa to. Se pravi, hoteli čakajo na morje. Ja, Oziroma... no in seveda tudi recimo upozorila za slovensko obalo so stara približno 10 let,
celo na Sazuju so delali animacijo, ne, kako bo morje lezel gor in niso točno območja, Sulin, Sunjana, ne, vidim karto, kje bo udarilo. Pa v 10 letih še nobena občina ni recimo nekaj, se ne da bi začeli ljudi seliti, ampak vsaj da imajo to na programu, da se o tem pogovarjajo, da se o tem govori in razmišlja, ne, ker mogoče se pa najde kakšna super rešitev. Zdaj govorimo o teh podatkih in o posledicah teh podatkov, pa se moramo največ spraševati prav o tistih posledicah teh podatkov, ki jih ni, torej posledic, ki jih ni. S tem mislim na posledice, kot so sprememba obnašanja, pa sprememba okoljskih politik in ne vem, zahteve državljanov po odločnejšem ukrepanju oziroma po nekih realnih ukrepih, ki bi se odrazili. Zdaj, z gibanjem mladih za podnebno pravičnost se zdi, da se ta moment morda vseeno malo obrača. Imate tudi vi tak občutek? Se vam zdi, da vendarle bo zdaj prišlo tudi do nekih bolj odločnih zahtev po ukrepanju, ker vemo, dosegli smo Pariški sporazum, ampak še vedno se povečuje število izpustov ogljika v okolje. Praktično se ni nič spremenilo zaradi tega. Se vam zdi, da bo zdaj morda ta nov drugačen pritisk vendarle dosegel kakšne bolj realne rezultate? Kako bi rekla, pogledaj, pritisk, demonstracije, ne, jaz se zelo grobo šalim, včasih občinske, nek smo imeli že proteste, da so zelo odvisne od velikosti trga pred občino. Ne. Zdaj, Kranjska občina tamle nima nobenega trga. Čelo, če se pred Kranjsko občino zbere že 500 ljudi, bo full dren, ne. Zdaj, če je občina tako, da ima zelo velik trg, ne, jih mora biti pa že 5000. Cikam na kritično maso. Ne? Stvari se premaknejo, ko je dovolj ljudi, ki zahtevajo spremembe. Ne? To se pravi, zdaj imamo mlade in recimo jaz sem zelo žalostna bila v Kranju, sploh nobenih protestov ni bilo. V Kranju sploh nimamo neke zelo resne mladih, sem v tesnem kontaktu z ljubljansko skupino in jim vedno rečem, zakaj v Kranju nič ni, ja tam ni, ne pravijo, jih vabimo pa ne no, kakorkoli. Se tudi še kje drugje v Sloveniji ni, ne, ampak to gibanje je dobro, je izjemno, bi rekla, se zaveda, kaj ne ve. Recimo, jaz sem večkrat pri njih, sem jim predavala, ker so pogruntali, da ne vejo. Ne? In so rekli, kako naj mi zahtevamo, če sami ne vemo. Ne? No in v tem je po moje ključ v množičnosti, ki jo ni. Seveda, množičnosti pa ni zato, ker mlada generacija se je v tem v šoli vsaj nekaj učila. Ne? Zdaj imamo mi odločevalce, ki so stari 50, 60 let, nihče se v tem ni učil v šoli. Tudi tisti, ko so 40 let stari, ne? So spremljali podnebne spremembe iz medijev, pa in v medijih se je šla pa ta igra, ja, ne, lažejo, ne lažejo, smo za, nismo za, dolga leta, ne? Tukaj je recimo tudi nacionalka delala kikse, strahotne, ne? Nepotrebne, ne? Če že recimo komercialne televizije si lahko privoščijo take eskapade, ne? In seveda, dokler kritična masa se ustvari, ko ljudje o tem nekaj vedo in ko imajo tudi seveda neko vizijo, kaj spremeniti. To se pravi, odgovor je, ko se bojo mladi pridružili ta stari, ne? In ko bo ta množica ne 1000 glava, ampak 10 000 glava, spet odvisno, kje bodo, no? To bo vedno ostalo. Bojo politiki se ustrašili, ne se gre samo za to, sej oni bi. Ampak to nimajo na prioritetni listi, nimajo v koalicijski pogodbi in zakaj se bi tega lotovali. Ko je pritisk, se tega lotijo. Jaz ne verjamem, da je bila politika pokvarjena, pa ne vem, ampak imajo pač druge skrbi, ker živijo v drugačnem svetu. Ne? Ampak ko jim ljudstvo zahteva, potem se lotijo tudi tega. Ne? Tako je vedno bilo, sej to ni prvi primer. Ampak ljudje so izrazito pasivni. Ne? Prej sem rekla, mi imamo politike, ki javno izražajo, da se Slovenija hladi. Ja, kdo je šel protestirati proti taki izjavi? Nobeden, ne? Sedem na lup. Tole je objavljeno na spletni strani, pa se ni treba, da si meteorolog, da to razumeš. Ne? Skratka, neka pasivnost in seveda prelaganje odgovornosti na mlade. To me pa tudi boli, ne? Ker zdaj v tem letu so vsi tako rekli, kot vi, a ne, zdaj bojo pa tam mladi. Ja, a zdaj bojo oni, ne? Mladi nič krivi za to, kar je zdaj reševali situacijo, a ni pošteno vsaj toliko do njih, da jih podpremo. Pa učiteljice, recimo, tudi so bila protesti, sem več protestov videla, tudi kakšnega izven Slovenije. Ne? Ponavadi so se učiteljice tako prestran držale, ne? Da otroci protestirajo, mi smo pa pač tam. Ja, učiteljica bi mogla biti ravno tako v prvi vrsti. Ne? Sem videla recimo primere ugrabljenih
protestov. Na Hrvaškem, ne, recimo, ko je župan pogruntal, aha, zdaj pa to lahko njega zamaje, ne, je organiziral mažoretke in rekel mladim, želite mažoretke? Oni so rekli ja, ne, in potem so bile mažoretke in župan v prvi vrsti, ne. Mislim, a veste, to je sprijeno, ne, ampak jaz se tudi tega bojim, ne, recimo, da bojo protesti mladih tudi nekako uzurpirani strani politike. Ni pa fair, da bojo mladi reševali stvari, ki jih je naša generacija pa še kakšna pred njo zafurala, ne. Če jim drugega nismo dolžni, no, smo jim to, da jih podpremo. Ne pa, da jim, ne vem, neopravičene ure, ki dajajo, ali pa da enačijo to za špricanjem šole. Mislim, to je izvedno. V redu. Torej, preden zaključimo tole debato oziroma preden jo razširimo, bi jaz opozoril še na en dogodek izpred 100 let. Januarja leta 1920 je 13 uglednih posameznikov in strokovnjakov odseka za varstvo prirode Muzejskega društva v Ljubljani predstavilo prvi poziv k sistemskemu varstvu narave na Slovenskem. Poimenovali so ga Spomenica, v njem pa so opredelili 4 točke, glede katerih moramo nujno ukrepati. In to so bile: ustanovijo naj se alpski, gozdni in barski in varstveni parki. Druga zahteva: potom zakona naj se prepove pokončevanje redkih ali za naše kraje tipičnih ter znanstveno zanimivih živali in rastlin. Tretja zahteva: podzemeljske jame z interesantno fauno in floro naj se podstavijo pod nadzorstvo. In četrta zahteva: zainteresirati je najširšo javnost za varstvo prirode sploh. Zdaj, če smo prve 3 zahteve v Sloveniji po 100 letih vsaj nekako delno izpolnili oziroma v nekaterih primerih tudi zelo dobro, četrta je pa danes po 100 letih še veliko bolj aktualna, kot je bila takrat tistega januarja 1920. Torej, kako bomo zainteresirali širšo javnost za varstvo prirode nasploh? Ja, gre za razumevanje, to, kar rečemo, seveda narava je veja, na kateri sedimo, ampak a veste, v Sloveniji to zelo slabo občutimo, ker pri nas je dejansko lepo. Mi imamo res veliko gozda, mi imamo, ne, treba je samo nekaj odpeljati se proti Afriki ali pa Aziji, da ugotoviš, kakšen raj na zemlji imamo. In zdaj v raju je težko ljudem reči, ne, ukrepajte, to se pravi, to je, čeprav v Sloveniji imamo že devastacije, ki mejijo na katastrofo, ne, recimo obisk Bohinjskega kota z ogledom smreke, ki jo več ni in posledic, je že stvar, ki trezni, ne. To ni več Bohinj, pa če sem Bohinj rada, ki je bil moj, ne, to je nekaj grozno grdega. Zdaj po 2-3 letih, ko je bil še žledolom in pa seveda lubadar. In zakaj lubadar, ne? Zato, ker je tako toplo. Ne, nam bojo podnebne spremembe delale težave, lubadar jih komaj čaka. Lubadar ima generacije in v mrzli klimi je lubadar imel eno generacijo, ki je pojedla, kar je pojedla. Danes smo že na 2-3 generacijah in seveda istočasno lubadar leze navzgor. Tako da kdaj bo na Pokljuki, je samo še stvar, ne, ene toplega poletja, pa kakšnih škod, ne. Timo te stvari pokazati otrokom, pokazati odločevalcem, malo bolj odločno, ne, da tudi v Sloveniji ni vse. Ne, ker ljudje, dokler ne vidijo, ne primejo, ne, bojo besedam težko verjeti, ne. Tako da to se mi zdi, in tukaj imamo tudi medije, ne, nazadnje, ne, se vi ste tudi en del njih. Ne, mediji bi morali, če kdaj, no, to vzgojno funkcijo prevzeti bolj odločno, no. Znanstveniki so na voljo, vi delate v frekvenciji X, veste, da to ni tako težko. Je pa seveda treba urednika ali pa lastnika ali pa upravni odbor prepričati, da te vsebine ne sodijo v 5 popoldne ali pa ne sodijo v polnoči, ampak sodijo v udarne termine. Ne, vedno se v okolju pa znanosti govori tako, ne, enkrat po polnoči ali pa tam dokumentarni filmi. Ja, a fuzbal ali pa ne vem kaj mora biti pa ob 8, ne. Pa dajmo kdaj to zamenjati, ne. Tako da mediji imate danes veliko večjo odgovornost, ker smo mi ratali od vas toliko odvisni. Ne, danes seveda mediji krojijo več zgodovine kot pa znanost ali pa recimo, pa ne samo mediji, no, sej mediji so danes tako širok pojem, ne. Tako da ja, in pa seveda šolniki, ne, šolniki so na potezi, ker jaz trdim dober, idealno bi bilo imeti predmet podnebne spremembe, ampak otroci imajo že tako dosti predmetov, ampak ni predmeta v gimnaziji, naprimer, ki ne bi v svoje vsebine lahko podnebnih sprememb vključil. Angleščino se lahko učijo o podnebnih spremembah. V likovni vzgoji lahko gledajo
kako se to grafično, pri matematiki, pri geografiji, pri fiziki, pri biologiji, praktično ni enega predmeta. Da ne omenjam sociologije, psihologije, kjer kaj narediti psihološko, da bo ljudje dojeli, da ne mine. Zdaj, učitelj je suveren pri nas in to bi se mogel. In pa seveda, kako izobraziti odrasle. No? To je pa malo večji problem. Ampak tukaj imamo ne nazadnje tudi delovne organizacije, ki prirejajo najrazličnejše seminarje. Ne? 100 seminarjev je bilo organizirano, kako se oblačim, ne, na delovnem mestu, kako se team building dela. Ja. A ne bi bila pa, če ugotovi podjetje, da izobraženosti ni o tem, pa imejmo en vikend o podnebnih spremembah, pa o težavah, pa se ljudje izobražajo. Ne. Skratka, brez odraslih izobraženih tudi ne bo šlo. Ne. In pa to, kar jaz seveda heretično vedno rečem, ko si izvoljen za poslanca, bodi si evropskega, bodi si slovenskega, si izvoljen približno 3 ali 4 mesece preden prideš tja. Ne? In te 4 mesece je obvezno izobraževanje. Ne? O stvarih, o katerih boš odločil. Če ne veš o podnebnih spremembah, nič hudega. Ampak gorje, da ne veš, ko boš pritisnil na gumb. Ne? Se pravi, izobraževanje politikov na nek način, ki ne bo poniževalen. Češ pojma nimaš, pa si šel v politiko. Nič hudega, ima pa kakšno drugo kvaliteto, ampak naučiti se mora. Ne? Te stvari, ne vem, čist normalno, no, upeljati, seveda, težko pa to posameznik. Ne? Ne? More biti nek sistemski signal, dajmo to delati. Ne? Da se jih pa hitro, ker tudi mladi so se organizirali v pol leta, danes imamo prednosti družbenih mrežij, imamo prednosti interneta, ki jih pa bolj kot ne za slabe stvari izkoriščamo, ne, za dobre pa ne. Tako da vse se da se da veliko spremembo v pol leta že. Ne. Tako da jaz sem optimist, ne, daleč od tega, ampak moramo, ne, začeti pa moramo. Profesorica Lučka Kajfež-Bogataj, najlepša hvala za tale pogovor in vaše razmisleke o problematikah, s katerim se bomo vsi prisotni ukvarjali do konca svojega življenja. Torej, to je bilo torej nekaj pogledov v prihodnost človeštva. Preden dam ta mikrofon naokrog in še vi, profesorici, zastavite kakšno vprašanje, samo še na kratko pogled v bližnjo prihodnost znanosti na cesti. V ponedeljek 9. marca, torej čez 2 ponedeljka, ne takoj tega 1., bo v atriju Slovenske akademije znanosti in umetnosti ob 19. okrogla miza z naslovom Družba v času podnebnih sprememb med krizo in normalnostjo. In kar lepa zbirka zanimivih gostov bo razpravljala o temah, ki smo jih v bistvu odpirali tukaj tudi danes. Naslednjič v Kranju pa čez slab mesec dni, 25. marca, geolog Rok Brajkovič razmišlja o posledicah izčrpavanja zemlje in mineralnih surovin. Torej, hvala lepa, zdaj pa prosim, dvignite roke in damo mikrofon naokrog. Sem videla tamle v zadnji eno roko. Jaz imam še kar nekaj vprašanj, če rabimo še čas, da se upogumite, drugače, tako da, ne? Ok, v redu. Hoče pa jaz nekaj še povedati, no? Ker sem pozabila, me malo grize. Ne, zdaj, zakaj pravzaprav, če sem jaz strokovnjak za podnebne spremembe, zakaj jaz zdaj tevle vam razlagam še zraven? Zato, ker so stvari zelo povezane. Ne? In ko smo govorili o Evropi, ki je naredila neke odločne korake, to skozi slišimo, ne? Češ Amerika nič, Evropa pa. Se spomnite, pred približno 15 leti je bila direktiva evropska o biogorivih. Evropa je spoznala, da tole ne gre več, ne? Da smo pri podnebnih spremembah naredili tole, da je problem promet in se je odločila, da bo tole porinila nazaj. Ne? In je bila direktiva, ki je govorila o 10-odstotnem deležu dizla, biodizla, ki ga more vsaka država doseči. Ne? In to naj bi bila rešitev za ta problem. Ne? Not, dol. Zdaj mi pa povejte, kako dobimo biodizel. Oljna ogrščica, ne, je dober vir. Da oljno ogrščico posejem, moram zorati novo njivo. To se pravi, rabim več zemlje. Da oljna ogrščica zraste, jo moram gnojiti, če ne bo nič. Porabim več dušika in ko sem preoral travnik, so šli metuljčki, so šli deževniki, sem uničil biodiverziteto, ne? Pa brez vode tudi nič ne zraste.
To se pravi, če se mi lotevamo reševanja problemov z dobrimi nameni, takole, da samo tole gledamo, tole pa rečemo, to je pa drug resor, naredimo lahko 4-kratno škodo. Ne? In to je en temeljnih problemov tudi današnje, ne bom rekla politike, ampak političnega ustroja. Mi imamo resorje. Ne? En minister se briga za kmetijska zemljišča, drug se briga za tole, tretji se za, ne vem, za infrastrukturo. In on rešuje to svoje. Ne? Mi imamo en svet, eno, ne, in holističnega gledanja, tudi holističnega znanja. Če si ti meteorolog, ne pomeni, da bo samo tole. Jaz moram se učiti tudi v dušiku, pa me nič ni bilo v redu, pa se moram o, ne vem, kmetijstvu in še tako naprej. Gledanje, moja stroka, moj problem, moja rešitev je preživeta. Ne? In dokler ne bomo tudi tega razumeli, da rabimo horizontalne organe, ne problemsko orientirane organe, ne pa kmetijstvo, turizem, promet, ne? In na evropski ravni isto. Komisar za to, ki mora biti z te dežele, ki siguren se ne dobita toliko s tistim komisarjem, ki je z druge dežele, ni dobro to. Ne? In to je tudi nekaj, kar nismo prej vedeli, zdaj pa vemo, da rabimo, ja bi rekla, inovacije, ne samo, da imamo boljše avtomobile, pa da imamo boljše stroje, pa boljše panele, ampak da imamo tudi inštitucije nekakšne drugačne, nove. Ne? Tako da tlej prostor za politologe, komunikologe, ne pogruntajo, kako naj parlament zgleda, ne? Ali pa Evropska komisija. Tako kot zdaj dobivamo nesmiselne rešitve, pa porabimo čas, denar, z dobrimi nameni, pa slabimi rešitvami. Ne? Čas je drugačen, danes ti ne moreš biti ozek specialist, pa boš najdel rešitev. Ne boš. Ne boš. Ne? No, to me še nadušilo. Ja. Juri tukaj. Zanima me, kakšen je pa vpliv vesolja v Sonče, recimo, ali pa samega Sonca, pa tudi galaksije na samo podnebne spremembe. Pa to. Najbolj, zdaj, kako mi pravzaprav, ko raziskujemo podnebne spremembe, ugotavljamo, kdo je kriv. Ne? Seveda z mojega izhaja, da je kriv človek. Mi imamo tako kot policija, naredimo listo osumljencev. Ne? To se pravi, Sonce absolutno je lahko krivo, ne? Pa seveda premikanje kontinentov je lahko krivo, pa meteorit bi bil lahko kriv. Ne? Skratka, teh vzrokov potencialnih, ki so se v zgodovini že zgodili, je cela lista. In seveda zadnje 50 let imamo tudi zelo dobre meritve in Sonca, odkar so sateliti, bistveno več vemo. In seveda potem gremo sistematično in preučimo Sonce, kako se je obnašalo. Sonce s sateliti, pa recimo z res natančnimi inštrumenti, merimo tam nekje okoli leta 1970, damo roko v ogenj, ne za vsak vat, ki ga izseva, recimo. Prej so podatki mogoče malo bolj ohlapni, ampak recimo sončeve pege, kot en tak pojav, ki je povezan s tem, koliko sonce sije, so pa že stari Kitajci znali. Ne? In seveda sonce spreminja svojo aktivnost vsako minuto, če hočete, spreminjajo v ciklih, ki so 11 let dolgi, ampak ko gledamo podatke, ne, za zadnjih od leta 75, sonce tudi za trohico več ne sije. Ironično, če bi že gledali sonce, kako sveti drugače kot leta 75, danes sveti malo manj. Zadnji cikl, recimo, ki smo ga zdaj končali, 24. cikl, je bil cikl, ko je sonce za četrtinko vata na kvadratni meter zmanjšalo aktivnost. Kar nas še dodatno utrjuje, ne? Kljub temu, da sonce sveti manj, nam se pa najbolj greje. Ne? Tako da sonce lahko prečrtamo. Seveda zdaj kozmična sevanja. Kozmična sevanja je nekaj, kar nismo znali meriti. Še danes bi zelo bilo vprašanje, ne? Ali je kozmično sevanje res merljivo, tako da bi bili vsi sigurni. Tako da teh meritev imamo recimo 30 let. Zdaj, kozmična sevanja samo po sebi, to so sevanja, ki prihajajo z vesolja, bi utegnila vplivati na zelo zgornjo plast ozračja, ki je rečemo ionosfera, kjer ni veliko zraka, je pa seveda zelo močno elektromagnetno polje. In to elektromagnetno polje bi lahko vplivalo na zmanjšanje oziroma povečanje oblačnosti. Kar bi pa lahko vodilo spet v razlago, zakaj je bolj toplo. Če je bolj toplo, mora biti oblakov manj, ne? Pa jih ni. Ne? Tako da tudi kozmično sevanje je dejansko prečrtano.
In recimo, tako gremo po vrsti, a ne? Vi ste samo to vprašali. Tukaj v zadnjih 50 letih ni opaznih sprememb. Če pa so pri soncu, so pa kvečem nadol. In to je recimo tudi en argument bil ljudi, ki so nekako želeli ustaviti to, da bi podnebne spremembe reševali in opozarjajo, češ, joj, kaj pa če bi mi še vedno raje delali tako kot zdaj, ker kaj pa če sončni cikl se upočasni in bo sonce sijalo manj in nam bo ta učinek zaradi nafte še kako prav prišel. Ne? A veste, to je pa malo hecna logika. Ne? Je pa res, da recimo astronomi, ko z njimi tako govoriš bolj na štiri oči, marsikakšno stvar ne vedo. Ne? Recimo, zakaj je bil 24. cikl sončevih pek se je zdaj končal tako šibek? Nobene take prepričljive razlage. Ne? In zdaj, če ne znajo razložiti, zakaj je bil ta šibek, je tudi težko pa pričakovati, da bomo vedeli, kakšen bo nasleden. Ne? Ampak nič bad, kot rečemo, sonce spreminja svoj sev v velikostnem redu 0,25 vata gor pa dol. Tele meje, ne, ki smo jih mi gledali v številkah, so pa povedali, koliko nam seva CO2. CO2 prispeva pa recimo v varni meji vat pa pol. Trenutno nam pa prispeva skoraj 3 vate. To se pravi, CO2 s 3 vati seva, ne, pa seveda drugi toplogredni plini, sonce pa spreminja z 0,25. Tako da imamo za 10-krat večji vpliv. Upam, da je to ste hoteli slišati. Še eno vprašanje od mene, če lahko. A daš en slajd naprej? Ja. Tega? Ja, pobarvam ga. Okay. Zdaj, na tem slajdu imaš različne tele parametre, ki so merljivi, kemično, onesnaževanje, merjanje dušika, fosforja, podnebne spremembe se lahko lepo merijo, ozonska luknja tudi in tako dalje. Vprašanje imam pa, kako pa merite to biodiverziteto, ker to je pa zelo kompleksna zadeva, to ni enostavno, ni samo štetje enih rožic, a so ali niso. To se pravi, je zelo kompleksno, kaj pa ta pojem vključujete kot biodiverziteta in pa seveda, kje je tisti baseline, od katere naprej merite? Ja, no se, če gledamo tole, kako je nastajalo, ne, so vprašaji. Ne. Vse te vprašaji so seveda ravno zato, ker je to izredno težko, bi rekla, meriti. Zdaj, v tem zadnjem poročilu od te komisije, ki pa ni IPCC, ampak je IPES, ne, tam so tudi metodologije nekaj razložene, tako da tlele bi zelo težko kompetentno odgovorila, no, kako se meri, ampak vem, da recimo nekaj študij je bilo narejenih direktno v odnosu do vzpostavljanja kmetijskih zemljišč. Ne. To se pravi, kaj naredimo, ko imamo neko recimo, pa ne v Evropi, ampak če gledamo recimo Brazilijo, ne, kjer je rečemo deforestacija, tam se je približen oziroma kar dober dal povedati, koliko je izgubljenega, ampak globalno pa res težko rečem metodološko, kako je bilo narejeno. Ne. Ampak zadnjo poročilo, ki je bilo narejeno neodvisno od tega, ne, Štokholmskega inštituta je približen iste rezultate navajali. Baseline pa seveda tudi tlele, ne, je težko ga imeti, ker so baseline tudi različni. Ne. Tudi pri podnebnih spremembah imamo predindustrijsko dobo, to se pravi začnemo z tlele. Ne. Mislim, da je baseline tudi pri biodiverziteti ta, ampak seveda brez podatkov za nazaj, ne. Šele zadnje stanje. Ne vem, se tle mogoče kakšen biolog, tudi kaj bolj več ve, kako točno določajo. Gre miselno, ali pa tisto, kar želim s tem poudariti, je pravzaprav predvsem ta povezava, da ne moramo reševati enega problema, pa slabšati druge. Ima še kdo vprašanje?
No, v Sloveniji je kar nekaj dobrih nevladnih organizacij, ne? Recimo je Humanotera, je Fokus, recimo tudi to gibanje za podnebno pravičnost. Tukaj med temi mladimi je kar nekaj takih, ki bi bili sposobni to narediti. Ne? Seveda hodijo v šole, vprašanje, v šolo svojo lastno, ne? Tako da koliko recimo bi bili na voljo, bi težko rekla, ne? Ampak mogoče je eno stvar, ki pa se mi zdi v Sloveniji izjemno pomanjkljiva in tudi, ko smo se včasih gledamo druge šolske sisteme ali pa vedno rečemo, ne, se imajo slabše, ampak imajo pa tudi nekaj, kar mi nimamo. In sicer jaz trdim, da bi morali že v prvem razredu učitelji stalno razvrščajo učence v neke skupine, bolj nadarjene, manj nadarjene, ne vem, tudi mi to delamo, ne? Tudi mi študente imamo takoj, kjeri so dobri, ne? Kjeri so slabi, ampak mi večinoma delamo to na osnovi inteligence ali pa na osnovi testov ali pa na osnovi šolskega uspeha. Ne? Mi pa ne iščemo in ne prepoznamo karizmatičnih ljudi, ker včasih je to, da nekdo zna govoriti, da je lider, več vredno, kot če je ne vem koliko pameten. Ne? In če bi te ljudi v Sloveniji znali poiskati že, ko so majhni in jih ne da bi jim zdaj ne vem kaj, ne vem, pedagog ve kaj s takim. To so talenti, ki bojo prišli in bojo prepričali in bojo delali dobro. Ne? Vse tudi politiki nam ne bi škodovali taki ljudje, ampak taki ljudi moramo imeti več, moramo jih ceniti, moramo jih poiskati in moramo jih vzgajati. Mene recimo blazno boli, ko dobim nov letnik študentov, kakšno obvestilo dobimo njih. Nič ne vem, kdo so, nič ne vem, koliko so dobri, dobim študente z posebnimi potrebami, cel list, ne? Ta un. Skratka, dobim težave. Zakaj jaz ne dobim seznama, glejte, dobiš študenta, ki je bil dober, ki zna to, ne? Ali pa maturitetni uspeh točke. Ne? Zakaj ne izpostavimo ljudi, ki so liderji, ki so recimo sposobni to, kar me vi sprašujete. Ne? In če bi jih imamo, ampak jih ne negujemo, jih ne nagrajujemo. Ne? Sem že prej rekla, pisanje poljudnih knjig v znanosti nič ne prinese. Ne? Če bi recimo nenadoma izvolitev vredno profesorov bila tudi na temelju, a si napisal, bi vsi naši profesori napisali poljudno knjigo, pa bi jih imeli vsak let, a veste, koliko imamo novih profesorjev. Ne? In bi bilo to cenjeno in bi seveda se tudi ob tem, ko bi to delali sami, mogoče prelevili v boljše posrednike. Zato, ker zdaj govorim, je dosti en štempelj na vladi. Ne? Ena sprememba. In bi slovenski jezik tudi ne nazadnje prosperiral. Mi začenjamo že tako govoriti, veste, ko v kakšnih takih ne bantu. Ne? Mi imamo mitigacijo, mi imamo adaptacijo, mi imamo radiative forcing, mi imamo... Ne? Kako naj se razvije slovenščina, če poljudno ne pišeš? Ne? Tako da, tlele bi jaz videla win situacijo, no, evo, pa imamo, win, ne. Skratka, več stvari bi profitirali, jezik in ne nazadnje tudi. To je moj nasvet, ampak spet to je dolgoročno, čez noč pa ne moreš to narediti. Jaz bi ponudila en odgovor na tole vprašanje. Profesorice Kajfež Bogataj se res ne da sklonirati, nažalost, ne? Ampak se pa da njen posnetek tega predavanja in drugih predavanj pogledati na YouTube oziroma na drugih virih, ker danes je pa fino, kaj čisto vse dosegljivo. Ne? In se mi zdi, da se mogoče da dijakom ali pa učencem v osnovnih šolah na nek način, v nekem okvirju, to ga boste učitelji bolj najdli, nekako stimulirati učence, da te posnetke pogledajo. Vse so čisto zanimivi. Lahko jih na telefonu doma popoldne ali pa v okviru ene odpadle ure se pač to pogleda, predebatira ali pa kaj podobnega. Tega materijala je zelo veliko, tudi recimo v sklopu projekta Znanost na cesti je preko 100 predavanj v video obliki, na video lectures, so podcasti, ki jih mulci kar radi poslušajo in je tole po moje zelo zanimiv pogovor za poslušati slušalkami, ne? Tako da vam svetujem, da izkoriste to možnost, pa jim te vsebine tudi na ta način daste od istih ljudi, ki se vam zdi, da so dobro povedali zadeve, ne? Se strinjam, no, ampak tukaj mogoče je, jaz tudi kot profesor včasih to uporabim, ne? Ampak mora biti zdaj učitelj, ki bo vse zraven, ne moreš jim dati, ne? Toliko suveren, da mene tam ne bo, ne? Vprašanja pa recimo bojo, ne?
In zdaj je zelo hudo učitelj, če ne zna odgovoriti, kako boš rekel učencem, veste, jaz pa, no, dober učitelj tudi to reče, ne. Reče, tega pa ne znam in mu ne boje zamerjali, ampak je pa težko to reči, ne. A veste, in tako da, ja, se strinjam, ne. Ja. Ja, jaz bom sem nekaj vprašala. Prej ste omenila letnico 2030, ne? A se pravi, to je cirka 10 let, ne, ko naj bi, ne vem, bila že totalna katastrofa, ne. In to bo zelo hitro, ne. Mislim, mi tako opažamo že vsak let zelo drastične spremembe. Jaz tudi ločujem odpadke, matram se, kjer se lahko izklapljam elektriko, ne vem, doživela sem ozonsko luknjo na Novi Zelandiji, ki ne moreš verjeti, ko to doživiš, vidiš. Dosti potujem po svetu, ko vidiš, koliko svinarije je v morju, ko plavaš dobesedno med plastiko, ne, ko greš po puščavi 100 km, pa vidiš plastične vrečke čisto povsod. Se predvsem vprašaš, mislim, ok, jaz nekaj že delam na tem, ne, ampak zdaj v roku 10 let, tudi če vse tovarne zapremo, ne vem, tudi če se nehamo voziti z avtomobili, mislim, to se itak ne bo zgodilo, ne. Ampak kaj jaz lahko naredim, ne? Jaz pač te katastrofe ne želim doživeti, ne? Ampak očitno jo bomo. In to je vse super, ko slišim, ne? Ampak sam vprašaj se, ne? A lahko sploh še kaj naredimo ali ne, a smo dejansko res na poti v totalno katastrofo? Ja, to je vprašanje tudi, kaj je eno najtežjih, ko mene mladi to vprašajo, ne? Tle ste le bolj starejši, ne? Pa recimo, kako mlademu človeku, to ste videli, a veste, ko se to sliši? Ne? Pa veliko krat me prime, da bi rekla ja. Ne? Ampak v resnici ne, smo pa doživeli na tem svetu že nekaj sprememb, za katere nismo računali, da bodo. Ne? Recimo, jaz sem zelo dobra bila vedno v prognozah, ker smo me pač učili. Meteorolog je bil zato vzgojen, da prognozira. In se spomnim na fakulteti, ko je prišel prvi kolega z mobilnim telefonom, je imel taga še kacegu, ne? In potem je tudi seveda hodil, da smo vsi videli, ne? In je bila moja prognoza, ja, ne, tole pa ni šans, da bom jaz imela ali pa da bom imel, ne? V 5 letih, ne samo, da smo jih imeli vsi v Evropi, ne, imajo ljudje, ki nimajo ne vode, ne stranišča, ampak mobitel pa ima, ne? To se pravi, recimo, primer, da lahko v 5 letih nič nimamo, pa imamo pa vsi isto stvar in ne samo, da jo imamo, da deluje tako, da smo povezani, ne? Ne, to mi da, ali pa recimo gibanje mladih, ni bilo 2 let nazaj nobenega mladega, ne, danes pa sicer še vedno jih je mogoče po svetu samo par milijonov, ampak iz nič, ne. Tako da deloma se nekako jaz zanašam na tehnologije, da morda, ne, morda dobimo res energetski vir, ki bo čist, ne, morda, ne, to ni, ne moramo reči, da ne, ne. Zdaj, koliko to, bi rekel, dušo človeško lahko spremenimo, ne, to je večje vprašanje, ampak tudi jaz verjamem, da jo. In recimo razmišljamo o takih primerih, kot je, da smo aktualni koronavirus, ne. A veste, pred 5 dnevi moke pa makaronov še pogledal nobeni, ne. Mislim, zdaj so police prazne, ne. Moke ni več, recimo. Včeraj je celo moj mož, ki me je peljal v Maribor, ne, je imel čas, ker sem jaz imel predavanje, pridem nazaj v avto in v avtu moka, ne. Zdaj pa dober. Ja, rekel, a veš prav, to je kar šlo, ne. On je šel po sendvič v Mercator in je prišel tudi z moko. Skratka, kaj hočem povedati, ne, se to so hecne stvari, ampak v 5 dneh, ne, imajo nevadoma ljudje, lahko spremenimo tudi mišljenje. Ja, sem to pomeni, da mora priti do katastrofe, ne. Prej, ker tako je, ljudje živimo danes v zelo velikem obilju in udobju, ne, in ko se pogovarjam z ljudmi okoli sebe, vedno pride do tega, ja, pa sem mogel pa nečemu odpovedati, ne. Zdaj, jaz se tudi vozim v Ljubljano, ne, in jaz sem tudi javni prevoz preizkušala, pa je katastrofa, ne, normalno se pa raje usedeš v avto, pa greš, ne. In zdaj, seveda, alternativa je, da se pač ponudijo druge alternative, da ti spremeniš obnašanje. Sam, a ne, zdaj vidim tudi v teh plastičnih vrečkah, super, ja, se so jih, pač jih ni več v trgovinah, pa jih ne uporabljamo, ne, se da zelo hitro, ne. Ampak to se pomeni, se pravi, nekdo mora prej prepovedati ali pa spremeniti zakon, da mi spremenimo obnašanje, ne. Sami po sebi očitno ga ne bomo. Vsi ti mladi, ki smo jih gledali, super, sam meni na koncu tudi tole kot en mal žur izpadel, ne, da so pač mal šli, kar je bilo tudi fajn, ne, da
je bilo sicer neko sporočilo, ampak ne vem, če so se čisto zavedali, zakaj so res tam zraven. In meni je to, da ljudje živimo v prevelikem obdobju, da bomo mi kaj tako spremenili, dokler ne bomo mogli res nekaj bolj Tukaj je pa temeljno vprašanje, zakaj imamo politike pa države. Ja, zakaj jih imamo? Zato, da te korenčke in palce, sedaj jaz vedno govorim tudi o korenčku, spravijo v realnost. Ko je nekaj treba, je treba narediti tako, da ljudje ostanejo relativno zadovoljni, to se pravi, ali ga nagradiš, ali ga pa kaznuješ na en drug način. Ne? In če to narediš spretno, pametno, ni nujno, a veste, da so stvari, ne vem, da se ti zdi, da si zdaj pa konec sveta. Ne? Seveda, če narediš pa kot slon med porcelanom, je pa upor. Ne? Seveda, a imamo mi spretne, govorimo o svetovni skali, ne? A imamo spretne politike, ki bi to znali tako pokazati, kot je recimo Churchill pokazal, ko je bila druga svetovna vojna. Ne? Kaj jim je obljubil? Eno samo težavo, ne? Pa kri pa znov. Ampak je znov to povedati tako, da pravzaprav, ko so oni se odpovedovali, so imeli občutek, da uživajo, ne rekel uživajo, ampak zato rabimo politike, ki so lideri. Ne? Zdaj, če pa on nekaj tam mečka, pa mu ne verjameš, pa ne boš. Ne? In zato sem tudi govorila, da ne prepoznavamo ljudi, ki so vodje, ker takrat, ko bi jih rabili, so krvavo potrebni. Ne? In seveda vedno je dobro, da tudi gledamo stvari z neke plati, če sistemsko rešujemo stvar podnebne spremembe, recimo, lahko zraven ustvarjamo delovna mesta, zakaj pa ne? Recimo, da vlada sprejme, verjetno se to da v enem tednu, če se hoče, da od zdaj naprej slovenska hiša mora biti na pol lesena. Pol lahko zidaš, spodaj na vrh mora biti pa pol lesene. To sprejeti po moje ni problem. In imamo v enem letu oživljeno lesno industrijo, recimo, ne, pa postavimo nazaj. Ne, ali pa kaj vem, če gledamo navadno toplotno sanacijo stavb, ki jo znamo narediti že 100 let. Če odloči država, da vse bolnice, vrtci ali javni sektor bomo naslednje leto 3% stavbnega fonda obnovili. To pomeni 12.000 novih delovnih mest. In ni nujno, da si inženir, za stiropor montirati te priučijo po moje v enem tednu. Ne? In imamo brezposelne, ki zdaj recimo trpijo in sprejemajo neko pomoč, sigurno bi šli rajš delati. Ne? In imamo spet situacijo, ko imamo nove delovna mesta in hiša, ki je izolirana, bo nekoč lahko nizkoogljična. Ne? Ampak država mora to povedati in reči, ne vem, jaz veliko krat se vprašam, če ne bi že pomagali, če bi recimo stiropor oziroma izolacijski material dala država za ston. Na revers. Ne? Ti podpišeš, da boš ga v gradu in ti ga dajo za ston. Potem pa moš dokazati, da si ga. Če ga nisi v gradu, moš pa plačati. To je minimalen strošek za državo. Če primerjamo z stroški, ne vem, oboroževanja ali pa nekega šestkolesnika ali karkoli. Ne? In ko bi človek videl, aha, le stiropor dobim za ston. Ne? Saj na Gorenskem to bi delovalo, veste? To bi delovalo. Ne? In to pravzaprav ne bi bilo nobene palce, en sam korenček. Pa bi imeli spet delavce, ki bi v gradbeništvu nekaj počeli in bi imeli hiše čez nekaj časa, recimo, bistveno manj energetsko potratno. Ne, ni to treba tako narediti, ne, zdaj pa od zdaj naprej vsi Slovenci morate, ne, treba narediti modro. Nekaj, kar nas bo veselili, ne. Pri mladih pa recimo pogrešanim in tudi to, recimo skozi govorim, da jeti na cesto pa reči, to je narobe, tega nočemo. Je samo en korak, jaz jih čakam, da bojo prišli letošnjo pomlad, tega nočemo, hočemo to. Da bojo rešitve, recimo, tudi že napisane. Ne samo zaprimo TEŠ, ja. Ne? Kaj pa poj? Ne? Če zapremo TEŠ, moramo tudi nekaj drugega narediti. Ne? To se pravi, da razmišljajo o rešitvah, ker njihove glave, tukaj pa imajo prednost, so neobremenjene. Ne? Oni se lahko dejansko domislijo stvari, ki se jih mi več ne moramo. Ker smo v kalupu in je zelo, zelo težko. Mlada glava pa nekaj vidi, kar je mogoče tem zunaj. Tako da sodelovanje s politiko je pomembno. Tako konstruktivno. Sej. So primeri taki, no, recimo. Skandinavija je bila tudi seveda zelo uspešna za to. Ker so politiki bili zmerni in so raven prav novitet uvajali, ne, istočasno pa imeli vizijo, ne, kaj je dobro. Pa seveda, ne, malo na koncu ne morem biti dosti bolj uspešne vlade so tam, kjer več žensk.
To pa dejstvo. Ne? Same moške v nakupu bo težko, neke gospodinske logike primankuje, ki je pa pri takih stvarih zelo pomembna. Ne mogoče toliko visoko letečih besed, pa vizij kot mogoče kar recepte. In države, ki so okoljsko uspešne, recimo, da imajo kaj za pokazati, je sigurno več kot 40% žensk, ne samo v politiki, tudi kot direktorca ali pa kot recimo neke odločevalke druge vrste. Tako da tle tudi mi šepamo, žal. Imam jaz eno vprašanje. Kaj menite o te nove mlade švedske aktivisti Greta Thunberg, kar se govori v zadnjih medijih, ki ozavešča o teh podnebnih spremembah se s protesti po celi Evropi, tudi po svetu? Hvala za odgovor. Ja, to je pač fenomen, ki se zgodi vsake toliko časa. Ne? Tako kot se nam je zgodil Trump, se nam je zgodila tudi Greta, ne? Niso vedno samo take hecne stvari. Ne? Zdaj seveda je mlada, ne? Je goreča in seveda včasih se jaz tudi ne strinjam z načinom, kako nastopi, ne? Pa kričanje tam v Združenih narodih, ampak veste, pri 17 verjeten ne gre drugače. Ni mi zelo simpatična, ampak če bi bila jaz še enkrat 17, bi mi pa bila, ne, verjetno. Je naredila velik premik, o čemer me prepričuje to, da se je pojavila pred kakšnim mesecem anti-Greta. Ste o tem slišali? No, ampak anti-Greta je tudi še bolj lušta, kot Greta, je pa še blond, pa Nemka, pa vse tako, kot Greta. No, ampak seveda anti-Greta je se slikala pred enim panojem, kjer zadaj piše Heartland Institute. Ne? S tistim trenutkom je bilo vse jasno. Heartland Institute je mogočna organizacija z denarjem, ki mi lahko sam sanjamo, po mojem ima enih 10 proračunov Slovenije, za to, da seveda podnebne spremembe zanika. Ne? No in seveda oni so ugotovili, kako nevarna je Greta in so seveda sledili in postavili svojo anti-Greto. Tako da to bo še zabavno zdaj, no, kad zdaj to anti-Greto še ne poznate, pejte pogledati Sibert, no, sam anti-Greto tipkajte, pa jo boste našli. To pomeni, da je Greta zdaj vem, da ima bistveno večji vpliv, kot sem mislil naprej, ne, ko se anti-Gret je pojavila. Ja, no, kaj čem reči, ne, je pa seveda tudi brez Grete bi se to zgodilo, ne. To so pa prepričana. Čas je bil zrel, omrežja so bila tukaj, mladi so povezani, tako da ta Greta je bila pravzaprav bolj kot ne kot sarajevski atentat, ko bi bila itak prva svetovna vojna, ampak pač eden je enega ustrelil, pa so imeli pa uraden začetek, da začne. Skratka, bila je povod, ne, ni bila pa vzrok sprememb. Jaz vem, da imamo še veliko vprašanj, oziroma mnogo izmed vas jih ima, ampak pač nažalost na neki točki moramo nehati. Najlepša hvala za udeležbo in predvsem še enkrat najlepša hvala profesorici Lučki Kajfež Bogataj. Hvala vam za vprašanje.